S kitkom v svet pravljic. Radio Sora z vami in čas je, da se s kitkom potopimo v svet pravljic. Z nami bo danes knjižničarka Danijela Dolinar iz knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, ki nam bo prebrala pravljico Zaklete kraljične iz zbirke pravljic 300 zajcev, najlepše slovenske ljudske pravljice iz zapuščine Milka Matičetovega. Nek oče je imel 3 sinove. Postaral se je, pa ni vedel, komu bi zapustil svoje premoženje. Poslal jih je po svetu, služit naj gredo, in tisti, ki bo prinesel tako verigo, da bo 3-krat obsegla njegovo posestvo, tisti bo naslednji gospodar. Zdaj, starejša brata sta imela mlajšega za neumnega, sta ga kar malo zaničevala. Ko so odšli po svetu, ga nista hotela sabo. Sama sta se napotila v mesto, on pa je šel po neki samotni poti in je zašel v goščavo. Hodi po tisti goščavi, hodi, dokler ne pride do velikanske votline. Gre v votlino in zagleda notri 12 strašansko ostudnih kač. Vsaka je imela svojo sobo. Fant se prestraši, že misli, da bi zbežal, takrat pa ga kačja kraljica ogovori. Kaj iščeš tod po naši deželi? Službo iščem, pravi fant. Kaj bi pa rad zaslužil? In fant pove vse tako, kot je bilo. Oče me je poslal po svetu, pravi, da bi prislužil verigo, ki bi 3-krat obsegla njegovo posestvo. Ostani pri nas, pravi kača. Drugega dela ne boš imel, kot samo da boš vsak dan pometel sobe, v katerih smo mi notri, in vsako od nas boš s tole šibo po enkrat udaril. Fant ni vedel, kam bi se dal, pa je sprejel to službo. Res je delal vse tako, kot mu je naročila. Leto je minilo in kačja kraljica mu je dala verigo. Brata sta medtem služila pri nekem kovaču. Celo leto sta kovala svoji verigi, a zdaj, ko sta prišla domov, nista niti enkrat obsegli posestva. Njegova pa ga je obsegla točno 3-krat, tako kot je naročil oče. No, vidita, pravi oče, njemu moram izročiti posestvo. A brata nista bila zadovoljna. To ni prav, to ne more biti. On ni za gospodarja, sta govorila, dokler ni oče popustil. Dobro, je rekel, če je tako, boste šli pa še enkrat. Še enkrat pojdite po svetu in pridite spet vsak svojo verigo, ampak zdaj mora biti srebrna. In tako so fantje spet odšli od doma. Starejša 2 v mesto, tretji pa naravnost k kačam. Oče me je poslal, je rekel, spet moram prislužiti verigo, samo da mora biti zdaj srebrna. Dobro, je rekla kačja kraljica, potem ostani pri nas. Isto delo boš imel kot lani, samo da boš vsako od nas po 2-krat na dan udaril. In res, leto mine, pa se spet snidejo doma. Najmlajši sin je od kač prinesel prekrasno verižico, srebrno, vsa se je svetila in točno 3-krat je šla okoli posestva. Brata pa sta prinesla čisto nekaj malega. No, pravi oče, vidita zdaj. Na vsak način moram njemu izročiti posestvo, že 2 želji mi je izpolnil. A brata nista bila zadovoljna in oče se je dal pregovoriti še enkrat. Pa še enkrat pojdite, je rekel. Ob letu pa res izročim posestvo in to tistemu, ki bo pripeljal najlepše dekle. Tako so vsi 3 še enkrat odšli po svetu. Ona 2 bolj po mestih, lepe mestne dame iskat, tretji pa naravnost k kačam. No, kako je? Ga je vprašala kačja kraljica, ko se je prikazal. Kaj pa vem, je rekel fant. Verižica je bila ravno prava, ampak oče kar še zmeraj odlaša. Zdaj je rekel, da bo dal imetje tistemu,
ki bo pripeljal najlepše dekle. Tudi prav, je rekla kača, kar pri nas ostani. Tu boš vse dobil tako, da boš zadovoljen ti, oče pa tudi. In imel boš tisto delo, kot si ga že imel, samo da boš zdaj vsak dan vsako od nas po 3-krat udaril. In res, leto je minilo, prišel je zadnji dan, fant hodi po sobah, vse lepo pomete, potem pa vzame palico in gre od kače do kače. Vsako 3-krat udari. Ko je udaril kačjo kraljico, pa se je naenkrat stresla vsa votlina. Kača se je spremenila v prelepo, zalo, grofično in tudi vse druge kače so se spremenile v deklice. Tista, ki je bila kačja kraljica, pa je rekla: Ti, ljubi moj rešitelj, prekletstva si me rešil, ti boš moj mož. In vsi skupaj, ona, sestre in 3. sin, so odšli k njihovemu očetu, kajti njihov oče je bil mogočen graščak. Imel je velik grad in one so bile iz tistega gradu vzete in v kače zaklete. Kako vesel je bil graščak, da je dobil nazaj vse svoje hčere. Najraje bi mladeniča kar takoj obdržal pri sebi. Mladenič pa je rekel: Ne, je rekel, moram k svojemu očetu, da mu pokažem nevesto. Graščak mu je dal zlato kočijo in lepe konje in tako sta se z nevesto odpeljala proti njegovemu domu. Brata sta nevesti že pripeljala, a ko je oče zagledal najmlajšega in njegovo dekle, je rekel: Vidita, draga moja sinova, njemu je namenjeno, njemu moram izročiti svoje premoženje. 3. sin pa je odgovoril: Ne, oče, ne bom ostal na vašem posestvu, kar brata naj ostaneta, jaz grem drugam. Drug dom sem si našel in vidim, da se mi bo tam prav lepo godilo. Z deklico sta se odpeljala nazaj na grad in tam so naredili veliko ženitvovanje. Jedli so, pili in tudi jaz sem bil zraven. Dobil sem iz rešeta piti, z loparjem pa poriti, da imam še zdaj luknjo nariti.